19. marec 2016. Štejemo za rojstni dan prve slovenske avtorske oddaje, v kateri predstavljamo slovenske hiše in stanovanja. Do takrat smo lahko podobne prizore gledali le v tujih oddajah. V ambientih pa o svojih izkušnjah govorijo slovenski lastniki nepremičnin ter domači strokovnjaki o arhitekturnih, oblikovalskih in drugih dosežkih. Odziv, ki smo ga po naših izkušnjah največkrat izzvali, nam je še vedno v pohvalo in navdih. Kaj vse to imamo v Sloveniji? In nekaj podobnega si bomo mislili tudi zdajle, ko se bomo sprehodili po spominu najlepših, najbolj ekskluzivnih in navdušujočih hiš, ki smo jih do zdaj obiskali. Izbor seveda ni bil lahek, najlažje pa ga utemeljimo s pestrostjo, različnostjo, bogastvom zamisli, lepoto in pomenom sodelovanja med arhitekti in investitorji. Postaviti hišo na rahlo padajočem terenu se ne zdi nič posebnega, saj lahko višinsko razliko izravnamo z ukopom. Arhitekt Matej Gašparič pa se je nove družinske hiše lotil tako, da je s slemenom sledil padcu terena, ki se spušča za 4 stopinje. Ravna tla v pritličju je dosegel z razdelitvijo na 3 nivoje. Vsak nivo vsebuje svoj ločen program bivalnih prostorov. Hiša je pritlična in meri dobrih 150 kvadratnih metrov. Naslednja hiša je večja in skriva več posebnosti. Dom 5-članske družine v Logatcu je na zunaj videti kot še en primer moderne, minimalistično zasnovane hiše. Ob njej se skriva košarkarsko igrišče. Velika, bogato opremljena kuhinja je namenjena tako notranji kot zunanji rabi. Nad kuhinjskim pultom dominira dimnik, imenovan trocevka. V pritličju preseneti vijugasti hodnik s krivimi vrati. Prostori so voluminozni, a skladni. Razporedili so jih v 2 povezana objekta, glede na funkcionalnost. Slovenec, ki se je po več desetletjih vrnil v domovino, si je postavil nov dom, pri tem pa je želel ohraniti slog dosedanjega življenja na Švedskem. Imel je zelo jasne želje, ki so jih arhitekti morali spoštovati. Hiša na pogled ne sme biti velika in biti mora v sozvočju z naravo. Tako so jo skrbno umestili v prostor, kar omogoča čudovite razglede iz dnevnih prostorov. Te so zato umestili v gornjo etažo, spalne prostore pa v pritličje. Povezanost z okolico in naravo nasploh je odlika tudi naslednjega doma. Dom med brezami je poetična oznaka za hišo, ki sta jo lastnika postavila na Gorenjskem. Pri snovanju je arhitekt upošteval njuno navezanost na naravo, zato so ohranili tamkajšnja drevesa, celo tako, da nekatera rastejo skozi streho hiše. Že na zunaj se lesena hiša v Mlačevem pri Grosupljem loči od sosednjih zgradb. Gre za primer novogradnje, pri kateri je imel lastnik že pred začetkom načrtovanja zelo jasno oblikovane zahteve. Arhitektom je naročil, da lahko koristna površina obsega največ 130 kvadratnih metrov. Da mora vsak od 3 otrok imeti svojo sobo, konstrukcija hiše naj bo lesena, zunanji ovoj pa iz valovitk. Te vlakno-cementne plošče le redko vidimo na zunanjem ovoju hiše, čeprav zagotavljajo odlično izolacijo in prezračenost fasade. Odločen zagovornik take gradnje je arhitekt Andrej Milovanovič, zato je za soprogo in zase postavil dom na Dolenjskem, v celoti zgrajen iz križno lepljenega lesa. Sestavljata ga 2 ločena, s hodnikom povezana majhna objekta. V enem so spalni prostori, drugi pa je namenjen dnevnemu bivanju. Arhitekt poudarja čim bolj racionalno izrabo prostora in njun dom je prepričljiv dokaz takega pristopa. Dodatno privlačnost prinaša enkratna lega na robu gozda nad dolino. Edini objekt v našem tokratnem izboru, zgrajen na klasičen način, se v marsičem razlikuje od doslej videnih. Vila, ki so jo zgradili na pečini pod gradom Socerb, je po besedah arhitektov pomenila zanje velik izziv. Izjemna lokacija, od koder se ponuja razgled na celoten Tržaški zaliv, osončenost in zavetje pred burjo so odlike, zaradi katerih so se arhitekti zavedali res velike odgovornosti. Objekt s precejšnjo kvadraturo je podolgovate oblike in z velikimi panoramskimi okni omogoča družini uživati izjemni razgled. Med alternativnimi gradivi, iz katerih rastejo hiše v Sloveniji, je tudi ilovica. Zanimivo hišo na severu Celjske kotline kot posebno opredeljuje prav gradivo – ilovica.
Seveda so gradili z ilovico tudi v preteklosti. Pri sodobnem načinu gradnje te hiše pa so ilovico mešali s slamo in ekstrudirano glino. Tako so povečali izolativnost sten. Ilovico so izkopali kar na mestu, kjer so zgradili hišo. Mlad par je ob izbiri gradiva za svojo prvo hišo sledil svojemu nagnjenju do naravnih materialov in sonaravnemu načinu bivanja. Izbrala sta gradnjo iz vnaprej pripravljenih slamnatih sten, tako da hišo sestavljajo trije osnovni gradniki: slama, ilovica in les. Verjetno ni dosti takih, ki bi se takoj ogreli za gradnjo svojega doma iz ladijskih zabojnikov. In vendar, kot smo videli v Mariboru, sta Uroš in Tina uredila zares poseben dom prav iz zabojnikov. Zanje sta se odločila, ker sta imela na voljo zelo ozko zemljišče, na katerem sta želela postaviti svojo hišo. Iz 5 sicer ozkih in dolgih zabojnikov sta sestavila izjemen dom povsem običajnih dimenzij. Pri snovanju svojih domov se dandanes le redko zgledujemo po načinih bivanja iz preteklosti. V Razkrižju pa je enega od domačinov prav odkritje naselja iz bakrene dobe navdihnilo, da je na domačem zemljišču postavil zemljanko. Pri tem je uporabil naravne gradnike, kot so les, ilovica, slama in pesek. Stene notranjih prostorov so ometane z ilovico. Zunanjost, ki daje zemljanki kupolasto obliko, pa obdaja nasutje iz prsti, preraslo s travo. Notranjo opremo je iz lesa izdelal lastnik sam, svetlobo pa je v zemljanki zagotovil s pomočjo svetlobnikov. Morda se bosta z ženo kdaj preselila v zemljanko, saj ima 50 kvadratnih metrov, povsem zadošča. Čajnica pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah pravzaprav ni hiša, v kateri bi prebivali, vendar je tako posebna, da smo jo z veseljem predstavili. Nastala je kot nadgradnja zeliščnega vrta, ki sta ga lastnika uredila na istem zemljišču. Na vrtu uspeva bogata zbirka okoli 250 različnih zelišč. Da bi imela možnost uživati pripravke iz teh rastlin, sta lastnika zgradila zemljanko v strmem bregu, na katerem je nekoč rasel vinograd. Kot gradivo sta uporabila star les, le ena stena je zidana. Streho prerašča trava, notranjost pa je opremljena tako, da je vse povezano z zelišči. Domovi seveda niso le v novih hišah, veliko jih nastane tudi ob prenovah starih objektov. Pri izboru teh objektov nekateri ne izberejo starih hiš, ampak objekte, ki so imeli dotlej drugačno vlogo. Obnova starih hiš je pogosto regulirana s predpisi varstva kulturne dediščine. Pod prenovo si največkrat predstavljamo objekte, ki jih na mestu, kjer stojijo, obnovimo in jim spremenimo notranjost in morda deloma tudi zunanjost. Hiša na Vrheh pri Slovenj Gradcu pa je svojevrsten primer prenove. Lastnika in arhitekte je očaral star, značilni koroški skedenj, postavljen na zidan, pol vkopan hlev. Leseno konstrukcijo so pazljivo razstavili in jo kot osnovo uporabili pri gradnji sodobnega doma, odprtega v okolico. Njegova notranjost je prostorna in moderno opremljena. Ni čudno, da je to ena od hiš, ki jih gledalci ambientov najraje pogledajo v našem arhivu. Da prenovljeni skedenj na Koroškem ni edini primer spoštovanja tradicije in njenega prenosa v sodobnost, dokazuje tudi prenova skednja v Bohinju. Spodnji, kamniti del je bil nekoč namenjen živini in strojem. Gornji, leseni del konstrukcije pa shranjevanju sena. Arhitekta je pri prenovi vodila misel, kako objektu, namenjenemu rušitvi, vdahniti novo življenje in dati novo vsebino. Ob tem so navzven ohranili avtentičnost in duha starega kmečkega skednja. Predstavili smo tudi lep primer, kako iz povsem običajne, zanemarjene stare kamnite kraške hiše nastane čudovit, sodobno opremljen, a vendar topel dom. Hiša, vezana na sosednjo, je imela v pritličju hlev. Del gornje etaže pa je bil namenjen hrambi sena. Po prenovi je v nekdanjem hlevu jedilnica s kuhinjo, namesto senika pa je nastal prostoren dnevni prostor, odprt do slemena. Hiša je kreativna sinteza starega z novim, pri čemer so arhitektka in lastnika izhajali iz premise manj je več. V Poljanski dolini na Gorenjskem stoji vzoren primer prenove stare hiše. Dilema, ali se lotiti prenove stare hiše, ki pod razpadajočim ometom in zrušenim stropom še vedno skriva zdravo osnovo in je povrh tega še pod spomeniškim varstvom, ni preprosta.
Lastnica se je kljub zahtevnosti tega projekta odločila, da dom svojega rodu celovito obnovi in se pri tem obrnila na ustrezne strokovnjake. Ti so se odločili, da bodo predstavili stavbo v njeni najlepši luči, tedaj, ko je bila na vrhuncu razvoja. Posebno zanimive so tiste prenove, pri katerih iz gospodarskih objektov nastanejo domovi ali počitniške hiše. Na Kozjanskem smo našli nekdanjo zidanico, v katero se lastnik vrača po napornem delu v tujini. Večkrat prezidano stavbo je želel spremeniti v sodoben objekt, ki bo skladen z okolico. Skupaj z arhitekti so se odločili, da je treba objekt izčistiti in zmanjšati. Izhajali so iz tega, kakršne so zidanice nekoč bile. Zidana klet za mehanizacijo in vino, zgoraj pa lesen objekt. Fasadni plašč se, kadar ni nikogar doma, povsem zapre. Prenove hiš, ki smo jih izbrali za jubilejno oddajo, v večini primerov pokažejo, kako iz napol razpadlega ali skromnega objekta nastane čudovit, prostoren, svetel nov dom. Hiši v Klavžah pa pričata o drugačnem pristopu do prenove. Svetovljanski Nemec je pred poldrugim desetletjem v Soški dolini našel 2 stari hiši in se odločil, da bo vanju znova vdahnil življenje. Ponovna uporaba je bila zanj osnovno vodilo pri prenovi. Lahko bi rekli, da je lastnik kot tujec ravnal veliko bolj racionalno, kot smo vajeni mi, Slovenci. Prav ta odnos do rabljenih stvari daje hišama poseben čar. Med zgodbami o nekdanjih gospodarskih poslopjih, kot so hlevi in seniki, ki so jih novi lastniki spremenili v svoje domove ali počitniške hiše, ima posebno mesto Kambra. Majhen kamnit objekt sredi kraške vasi Pliskovica je ob nakupu skoraj razpadal, a nove lastnike so očarali kamniti zidovi in živa skala v notranjosti. Kamen so združili s podobnim gradivom, betonom in nastala je edinstvena počitniška hiša. Kljub minimalni kvadraturi, 28 kvadratnih metrov, ponuja možnost sproščenega bivanja in sodobnega udobja. Gledalci nam pogosto povedo, da so presenečeni nad bogastvom zamisli in lepih prizorov, ki jih posredujemo z oddajami. To nas spodbuja, da iščemo dalje. Znova in znova se prepričamo, kako veliko nam Slovencem pomeni urejen dom.